Spoštovane in spoštovani, prav lepo pozdravljeni na današnji literarni prireditvi v ciklu Matica pod zvezdami. Prireditve subvencionira oziroma finančno podpira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, za kar smo ji iskreno hvaležni. Prav tako pa smo tudi zelo hvaležni, da je odobrila v letošnjem knjižnem programu natis oziroma izdajo zbirke esejev Denisa Poniža, Videnja in vedenja. Zelo smo veseli, da se je Denis Poniž pridružil družini matičinih avtorjev s svojimi eseji. In seveda še bolj, da je knjiga danes tukaj med nami, čisto sveža, to je njena prva predstavitev v opremi Januša Miklevca. In sicer je to diptih, pogled od spredaj in od zadaj. Ne po naključju, dva pogleda, dve perspektivi. Kot videnje in vedenje. V bistvu dve besedi, ki pravzaprav druga z drugo komunicirata, sta v nenehnem dialogu, prav takem, kakršnega že desetletja v slovenskem, tako literarnem, pesniškem, dramskem, seveda gledališkem in na še mnogih področjih, v vseh teh prostorih ustvarja Denis Poniž. Lepo pozdravljeni. Dovolite, da na začetku predstavim avtorja esejev, čeprav ga najbrž ni treba prav posebej predstavljati. Je slovenski pesnik, dramatik, literarni zgodovinar, študiral primerjalno književnost in literarno teorijo. Doktoriral leta 1980 s tezo Pojav in pomen numeričnih in eksperimentalnih estetskih teorij v slovenski literaturni znanosti. Deloval je na oddelku za svetovno književnost Filozofske fakultete v Ljubljani, na Inštitutu za sociologijo in filozofijo Univerze v Ljubljani, Zavodu za družbeni razvoj Ljubljane in kot svobodni književnik. Od leta 1986 se je habilitiral na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru, leta 1988 pa je postal izredni in od leta 1996 še redni profesor za zgodovino evropske in slovenske dramatike na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo v Ljubljani. Bil je tudi gostujoči profesor in predavatelj na univerzah v tujini, še posebej, to je zapisano tudi v tej zbirki esejev, ima dragocene izkušnje s predavanji v Gradcu. Od sredine 70-ih let je aktivno deloval v slovenskem kulturnem prostoru, bil je član uredništva revije 2000, član literarno-gledališke skupine Popilija Ferkever in tajnik eksperimentalnega gledališča Pekarna. Poleg pesniških del in seveda tudi svojih strokovnih razprav z področja poezije in estetike, poleg dramskih del je izdal tudi vrsto esejističnih zbirk, med njimi Pot, leta 1979, Trnje v Arkadiji 2006, Stalin trikotnik 2007 in pa tudi 7 esejev za 70 let 2018. Tako da lahko zračunamo, da je ta knjiga tudi poklon avtorjevi 75-letnici. Seveda pa je prostor in čas zdaj, da prepustimo besedo Denisu Ponižu, avtorju Videnj in vedenj, dveh perspektiv, kot sem rekla, sveta. In nekako tako med dvema perspektivama, med nebom in zemljo, kot morda pričujejo tudi te miniaturke, ki so natisnjene na naslovnici, med fiziko in metafiziko se giblje njegova esejistična pisava v tej zbirki.
Zakaj sem dejala med metafiziko in fiziko? V enem od svojih uvodnih esejev citirate Strniševe Žabe, kjer je zapisal nekako takole: nekje se konča fizika in prične metafizika. Vaši eseji pa se zdi, da so tokrat veliko bolj usmerjeni k temu, kar so Grki poimenovali physis, torej narava, kot neke vrste zatočišče, pribežališče, pa tudi nosilka resnice o življenju in ljubezni do živih bitij. Zakaj morda tako presenetljiv klic, vaš esejistični klic v tej zadnji zbirki, v Rosojevskem duhu nazaj k naravi, živim bitjem? Eden od osrednjih ciklov vaših esejev v tej knjigi so tudi Empedoklovi 4 elementi, ki pričujejo o tej, bi rekla, prisotnosti narave v vaših zadnjih esejih. Izvolite. Najprej zelo lepo pozdravljeni pod zvezdami, ki so danes zunaj vidne, pa še menda bo spet vidna Aurora Borealis ali severni sij, ki je v teh krajih bolj redek, in če me spomin ne vara in če sem pravilno prebral Jančarjev roman, napoveduje neprijetne dogodke. Najlepša hvala urednici, gospe Ignaciji Friedl-Jarc, za te prijazne besede. Samo kratka, ker sem pač profesor in natančen gospod, kratka opomba oziroma popravek. V Gradcu sem samo enkrat predaval, res pa je, da sem 2 semestra predaval na Dunajski slavistiki, na Inštitutu za slavistiko, in da je to ena mojih, pravzaprav v zadnjem času, najlepših, najbolj kompleksnih, najbolj inspirativnih izkušenj. Tudi zato, ker sem po relativno, kako bi rekel, pozunanjenih študentih, ki sem jih imel priliko spremljati in poučevati na Akademiji za gledališče, naletel na popolnoma drugačno publiko z mnogo bolj poglobljenimi pogledi na svet, na samega sebe in ne nazadnje tudi na študij, ki je pač pri nas postal nekaj bolj ali manj zabavnega, komaj da kaj resnega, na tej univerzi, kjer se je kalilo zelo veliko število Slovencev, kot profesorjev in kot študentov, pa še ohranjajo neke stare prvine, ki so tu že skoraj izgubljene. Ja, in tudi v tem času dunajskega bivanja in poučevanja se je pravzaprav izkristaliziral ta dvojnost. Najprej videnje in šele na to vedenje. Moderni ali postmoderni svet je to malo obrnil. Najprej vedenje in potem šele videnje, če sploh kaj ostane od videnja. Eseji, ja, celo življenje jih pišem, celo življenje se tudi borim, da bi esejisti dobili status, ki ga pravzaprav zaslužijo ali zaslužimo. Saj veste, poleg kritikov so to najbolj nepriljubljeni pri stanovskih kolegih, pa še kje, najbolj nepriljubljeni ljudje, morda ravno zaradi tega, ker ne ostajajo pri videnju, ampak izrekajo tudi vedenje. Moram reči, da sem seveda zelo zadovoljen. To ni moja prva knjiga pri drugi najstarejši slovenski založbi. Če me spomin ne vara, bo 17. februarja prihodnje leto praznovala Matica 160 let svojega obstoja. Samo Mohorjeva družba,
ki je nastala leta 1951, je 13 let starejša od te založbe. Prvič sem se srečal sicer s strokovno knjigo, to je bila knjiga Slovenska lirika 1950-2000, ki je zelo ljubeznivo omogočil danes že pokojni tedanji urednik, da bi pa ime ušlo, mi pomagate. Urednik, ki je bil tu na založbi. Bernik ali? Ne Bernik. Takrat je bil Mahnič je bil Mahnič. Jože Mahnič. Predsednik Matice, Jože Mahnič. Ja. ki Urednik je bil Drago Jančar, zato sem Ja, urednika skoraj da nisem videl, ker ga skoraj da ni bilo za uredniškim pultom. Jože Mahnič, jaz se opravičujem, da mi je ušel, ki je z velikim, pravzaprav samo dve izkušnji taki imam. Z Jožetom Mahničem in s pokojnim, tudi pokojnim Urošem Krajgerjem na Mladinski knjigi, ki je z neizmerno zagnanostjo mi omogočil, da je šla antologija, za katero je nekaj dni pred svojo smrtjo, nekaj tednov, ko smo se srečala s Tomažem Šalamunom. Ja, toliko sem star, da v glavnem je večina že na oni strani tistih, s kateri sem se družil in prijateljeval, mi je rekel, veš, to knjigo še zmeraj jemljem v roke, naš, to je antologija konkretne in vizualne poezije, svetovna antologija konkretne s študijo in Uroš Krajger je v neprijetnih časih in ne ravno prijaznih časih za tako knjigo je omogočil natis in me ves čas podpiral in me tudi branil pred nekaterimi drugimi uredniki, ki so bili nekako skeptični, a to pa ni več literatura, to pa neka in tako naprej. Pustimo. Jože Mahnič je z velikim, kako bi rekel, občutkom spremljal to mojo pripravo te knjige o slovenski poeziji. Seveda potem so nastali hudi problemi, ker so nekateri avtorji, recimo tudi še pokojni Janko Mesner, ki ga pač nisem uvrstil, ker sem bil mnenja in sem še zmeraj mnenja, da njegova poezija po moje ne zasluži take pozornosti in me je seveda napadal, kjer se je dalo in kolikor se je dalo. Pač antologija je zmeraj avtorsko delo, antologija je zmeraj subjektivni pogled, če še tako poskušaš vse objektivne parametre upoštevati, na koncu se odločiš z nekim notranjim čutom. Isto je pri esejih. Jaz imam celo vrsto doma osnutkov, nedokončanih, bolj ali manj dokončanih, skoraj dokončanih in iz te, bom rekel, kar velike zaloge idej, viden in veden, sem pač izbral tisto, kar mi je zdaj najbližje. Gospa Ignacija je seveda povedala vse in še več, kaj sem, nečesa pa ni povedala. V zadnjem času sem bolj ali manj kmet. Od časa izpred covida, ko sem imel tudi neke relativno hude zdravstvene težave, oziroma ko sem prvič, upam, da ne bo se to tako malo ponovilo, ko sem prvič ugotovil, kako tenka je črta med življenjem in smrtjo, kako hitro se ti začne življenje nekako poslavljati, oddaljevati. Od takrat naprej živim na Notranjskem, v hiši, ki jo sta najprej uredila moja starša, potem pa sam, hiša mojega pradeda, ki je bil zelo, kako bi se reklo, napreden in velik kmet. Zanimivo, bil je zelo, kako bi se reklo, veren, ampak v tem duhovnem smislu, ne pozunanjeno veren, ampak zelo zanimivo, za odvetnika si ni izbral kakšnega katoliškega odvetnika, ampak
Ivana Tavčarja. Tako da imam jaz doma cel pok pač uradnih pisem, verjetno tudi vseh ni Ivan Tavčar sam podpisal. Si predstavljam, da je imel pač za to zaposlene ljudi v svoji pisarni, ampak zelo zanimivo. In potem sem vprašal pradedovo zadnjo hčerko, mojo staro teto, zakaj je to naredil. Rekla, ko sem imel 15-16 let, nisem čisto dobro razumel, rekla, veš, katoliški odvetniki so premehki. Nimajo tiste pasje ostrine, ki jo imajo liberalni. Zato je vzel njen oče in moj praded Ivana Tavčarja za svojega odvetnika. Ja, in kot kmet si, če hočeš to ali pa ne, zelo navezan, povezan, odvisen od zemlje, ki pa ni samo zemlja v tem smislu enega od 4 elementov, ampak je pravzaprav tisto, na čemer stojimo. To je naša podlaga. Eni trdijo, da je ta podlaga ravna plošča, drugi trdijo, da je ta podlaga okrogla. Vsekakor stojimo na zemlji in se vse premalo tega zavedamo. Bolj, ko se ta kultura urbanizira, bolj zdrubljamo občutek za to, da so letni časi. Ja, spomnimo se jih, kadar so hude katastrofe, ampak drugače gre pa to nekako mimo. Nimamo več pravega odnosa do živali in ker nimamo pravega odnosa do živali, tudi nimamo pravega odnosa do sočloveka. Nenazadnje sem neštetokrat imel priložnost opaziti, kako znajo živali biti sočustvujoče, kako začutijo, da ti ni dobro. Sin ima, ki študira oziroma končuje veterino, ima 2 konja, žrebca in kobilo, in predvsem kobila izjemno čuti, recimo jaz tudi, kadar ima obveznosti, jaz poskrbim zanjo, kako čuti, kako ti da glavo na ramo, češ, vse bo boljš, vse ni tako hudo, nekaj prelepega. Nisem sovražnik psov, daleč od tega, ampak sem ljubitelj mačk. Če si ljubitelj mačk, te imajo lastniki psov za sovražnika psov. To sem velikokrat ugotovil. Ne, jaz nisem sovražnik psov, ampak imam mačke, ker se mi zdi, da so po karakterju precej podobne meni. Namreč ne pustijo si ukazovati in delajo tisto, kar one mislijo, da je prav. One izberejo lastnika, ne lastnik mačko. In seveda mačke, ki so zaprte, ki so v stanovanjih, so zelo uboge. Mačka je zver, mačka rabi, tako kot tudi jaz rabi naravo, divjino, to, da se lahko izdiha in naužije nečesa, kar je mogoče doživeti samo, če znaš prisluhniti temu, kar je okoli tebe. Dolg sem, moja mera je 1,5 ure, 40 let sem predaval, na koncu, zelo zanimivo sem to moram povedati, ljudje, ki sem jim pomagal do magisterija, doktoratov, jih pomagal habilitirati, so me na koncu dobesedno, seveda sklicujoč se na zloglasni ZUJF, verjetno še veste, kaj je to, ne ZUJF, Zakon o uravnoteženju javnih financ. Tisti trenutek, ko sem bil jaz že preko, ampak bi lahko še predaval po pravilih univerze, po pravilih univerze, bi imel pravico predavati vsaj do 70. leta, so me v bistvu vrgli skozi vrata, če smem čisto tako povedati. No in
Tudi iz tega sem se nekaj naučil, kot čez nekaj podobnih situacij. Tisti, ki mislijo, da ti delajo slabo, ti ne delajo zmeraj slabo. Včasih ti delajo celo dobro. Tako moraš na te stvari gledati. In kaj se je meni zgodilo? 30. septembra 2015 sem dobil dekret o upokojitvi. 1. oktobra sem nastopil ta prvi semester na Dunajski univerzi. Tako da je bil ta prehod v bistvu neboleč. Na nek način je bil neboleč. So mi določeni kolegi, starejši, recimo Mirko Zupančič, ki je zelo trpel, ko so ga upokojili in potem seveda ni imel take priložnosti, kot se je meni pokazala, mi je rekel, da je to grozno, ko padeš iz polnega življenja, polnega akademskega življenja v neko praznino. Jaz v to praznino nisem padel, ali sem pa padel, pa sem tako naumen, da nisem vedel, da sem padel. Tudi to je mogoče. Ja, zdaj ste tako rekoč že sami prišli k drugemu polu narave, to je družbeno. Pa vendarle ostaniva za hip še pri tej ljubezni do živali, do živih bitij, ki ste pravkar izpričali. V eseju, naslovljenem kot Mačke, zapišete, če ne bi bilo mačk, bi jih bilo treba izumiti. In glede na vašo identifikacijo lahko zdaj mi rečemo, če ne bi bilo Denisa Puniža, bi ga bilo treba v slovenskem kulturnem prostoru izumiti. Vsekakor bi želela še nekako osvetliti ta naravni pol vaše besede, tisti, v katerem stojite na zemlji in jo zrete z vseh perspektiv. Zakaj je pravzaprav vendarle, kljub temu, da ste tudi sami se nekako že nagnili k tem družbenim temam, ki človeka vedno zadevajo in prizadevajo, pa ste vendarle v središče te zbirke postavili ravno ta cikel esejev posvečen 4 elementom. Torej, napisan v nekakšnem Empedoklovem duhu, elementov kot arhe, kot počela, kar ste tudi sami rekli, na zemlja in tiste, iz katere izhajamo in na kateri stojimo. In ko ste pisali te eseje in nekako razmišljali o vseh 4 elementih, to so voda, ogenj, zrak in zemlja, je bila situacija tako rekoč povsem drugačna. Takrat je bilo vroče poletje, prevladoval je princip ognja, in ko ste jih zaključili, je postala sprememba te narave povsem drugačna. Katastrofalne povodnji v Sloveniji, podobno povodenj ste izkusili na Planinskem polju tudi sami. In to neverjetno premenjanje in spreminjanje sveta seveda kaže na to, da narava sama pritrjuje Empedoklovi filozofiji, ko pravi, da se ti elementi neprestano mešajo, enkrat prevlada eden, drugič prevlada drugi. Kako pa vi v tej svoji zbirki dajete pomen vsakemu od njih? Bistvo eseja, tu moram začeti, malo spet docirati, ne moram iz svoje kože. Bistvo eseja je v bistvu nenehno prepletanje subjektivnega in objektivnega. Recimo roman, pesem in še kakšna druga literarna zvrst je bolj ali manj subjektivna. Saj poznate tisto, da avtor romanov, novel, tudi poezije, ves čas pišejo eno samo zgodbo, to je zgodba njih samih. Esejist je nekoliko bolj pokvarjen ali nekoliko bolj pozunanjen. Namreč ne uporablja samo tistega, kar imenujemo subjektivno,
je v nas, kar poskušamo postaviti predse na papir, ampak esej je tudi seveda, in tu je eden glavnih očitkov esejistom, da smo pa berkovalci. Da pobiramo tu in tam, da včasih celo ne citiramo pravilno. O tem sem se veliko pogovarjal z enim najboljših slovenskih esejistov, po mojem mnenju, to je Bojan Štih. Bojan Štih je rekel, saj ni važno, tisti, ki bo hotel priti do izvirnega citata, ki bo hotel priti do tega, da bo potrdil, ja, to je pa res napisal ali izrekel ta in ta avtor ali avtorica, bo to že našel. Esejistu ni potrebna ta znanstvena eksaktnost, niti ni potrebno, da stvari pove natančno tako, kot jih je povedal tisti, ki jih je prvi povedal. Esej je v bistvu reinterpretacija, ves čas reinterpretacija vsega, kar na nek način posrkamo vase in kar nas pravzaprav naredi ne samo vedoželjne, ampak tudi vedoče. To se pravi, v drugih odkrijemo tisto, česar morda nismo uspeli odkriti v sebi. Zdaj pa seveda pridemo do enega velikega področja, ki je na Slovenskem postalo malce, vsaj v zadnjem času, zmedeno. To je filozofija. Če gledate in berete časopise, revije, intervjuje in internet, boste kar naprej ob določenih imenih dobili prilastek filozof. To niso nobeni filozofi. To so kvečjemu ljudje, ki so študirali filozofijo in so diplomirani univerzitetni profesorji filozofije. Filozofija, pravi filozof, je čisto nekaj drugega. Namreč to je človek, ki poskuša, filozofija pa vemo, kaj je, ne, to je želja oziroma pot k resnici, ki poskuša vzpostaviti tudi v polemičnem ali celo bojevitem, v pravem pomenu besede, razmerju do drugih pogledov na svet, na enako tematiko, materijo, kot nam je vsem dana. Saj imamo vsi skupaj samo en svet. In filozofi nimajo neke, kako bi človek rekel, posebne predpravice ali licence, da v tem svetu govorijo, kot pač govorijo. Posebej pa te pravice in licence nimajo tisti, ki v resnici niso filozofi, ampak so samo profesori filozofije, tako kot je za sebe ne morem reči, da sem ne vem kaj, ampak sem profesor literarne zgodovine. Jaz nisem pobral in nikoli ne bom mogel pobrati vse resnice tega sveta. Veliki filozofi so to poskušali, tudi njim se to verjetno ni do kraja posrečilo, ampak zdaj pa razlika med filozofom in profesorjem filozofije, ki ponavlja oziroma reinterpretira ali si po svoje razlaga določene ideje filozofske, včasih celo iztrgane iz konteksta, je pa seveda zelo velika. Zato sem sam prepričan, da pa je največji živeči slovenski filozof Slavoj Žižek, v resnici ni filozof, ampak je kvečemu nekaj iz filozofije pobral in to potem zmešal, zlepil, sestavil z vsem mogočim. Nobena njegova knjiga ni filozofski sistem, jo ne moremo razumeti kot filozofski sistem. In tudi sam seveda ne mislim, da sem kakorkoli zelo globoko prišel v filozofijo, sem pa veliko filozofov tudi zato, ker je bil en mojih, kako
bi rekel, najbolj temeljnih profesorjev, pokojni Dušan Pirevec, zelo na nek način naklonjen temu, da je filozofija, filozofska misel, tudi parcialna, tudi samo en košček, bistvena za razumevanje umetnosti. In da se filozofija in umetnost pri Platonu nista slučajno razšli. Ni bila več mogoča koeksistenca. Filozofija je nadaljevala pot, bom uporabil zelo približen izraz, pot racionalnega razmišljanja, poezija je še pa smer fantazije, zato seveda ta angleški izraz za beletristiko, fiction, to je fikcija, ta izraz nekaj drugega pomeni, ampak razhod je bil in verjetno ne bomo nikdar prišli več skupaj in tudi ni nobene potrebe, filozofi naj ostanejo filozofi, ampak naj ne mislijo, da vedo vse o literaturi in literati naj ostanejo literati in naj ne mislijo, da vedo vse o filozofiji. To je mogoče en podston teh esejev. Meni je pa šlo za to, da bi ugotovil, kakšen je moj odnos do teh praelementov, do nenazadnje časa, ko se je začela v Evropi in nikjer drugje se ni nič takega zgodilo, ko se je začela v Evropi filozofija. Oziroma Grki so krivi ali odgovorni za dve stvari. Za filozofijo in seveda za druga tema, ki sem jo v svojih esejih načel, za gledališče. Nihče na svetu, nobena civilizacija, nobena kultura ni razvila takega gledališča in take dramatike, kot so jo Grki, in mi smo seveda samo njihovi nadaljevalci. Imajo Japonci svoje gledališče, imajo Indijci, imajo Kitajci, imamo rituale v Južni Ameriki in tako naprej, ampak to je nekaj drugega. Zakaj nekaj drugega? Ker evropsko gledališče in dramatika se razvijata, pobijata tisto in zavračata, kar je bilo, in postavljata nekaj novega, včasih na bolj prijazen, včasih na manj prijazen način. Medtem ko so pa te gledališke prakse neevropskih civilizacij in kultur dosegle neko stopnjo in na tej stopnji so ostale. Če greste v Indijo, če greste na jug Indije, kjer je zelo znamenito gledališče Katakali, je to gledališče že 1000, 2000, 3000 let enako. Dobro, danes imajo reflektorje, takrat so imeli ognje, ker to je, predstava se dogaja od večernega zatona sonca do jutranjega vzhoda spet sonca. Izjemno naporno, noben evropski igralec ne bi zdržal, oziroma tisti, ki jih je Bob Wilson v to prisilil, so mu zelo hitro rekli hvala. Te projekti, ki jih je imel ravno na podlagi teh praks. To je tisto. Smo nekaj posebnega, ne mislim, da smo nekaj boljšega, da je bela civilizacija nekaj boljšega, da je evropska kultura, ki se zmes judaizma in rak si ga vedi, kaj je še zadej, ker določeni kot Rimljani so tisto, kar so Rimljani recimo dobili od Etruščanov, gledališkega, so zelo natančno, sistematično in verjetno z določenim namenom, ki si ga zelo hitro razložimo, so to uničili. Mi nimamo tako rekoč nobenega podatka o etruščanskem gledališču, tudi zato, ker so te reveži imeli lesene gledališke stavbe, ki so jih Rimljani neusmiljeno požgali, tekste uničili, ampak
praksa pa živi v rimskem gledališču, tega niso mogli ukiniti, in seveda potem v komediji dell'arte, ki ima seveda danes svoje nadaljevanje. Skratka, ta civilizacija, ta kultura je ves čas poskus preseči tisto, kar je že, in dostikrat se to posreči, včasih tudi ne, ampak to ni nekaj statičnega. Mi pač živimo neko dinamično zgodovino, včasih tudi neprijetno dinamično, ampak to je naša resnica. Mi ne moramo si pri tem zatiskati oči in reči, ne, tega pa ni. Tako kot danes nekateri delajo, ne, multikulti, ja, v redu, super. Jaz sem tudi za to, jaz razumem, sem videl, kaj zvem, beduinske plese, ampak beduinski plesi, kam jih boste postavili v Evropi? V Park Zvezda? Ne bo funkcioniralo. To funkcionira tam, to funkcionira iz njihovega, kako bi rekel, njihovega duha, ki ima tradicijo, ki ima tudi seveda določene čisto materialne zahteve in omejitve in tako naprej in tako naprej. Skratka, jaz kopljem po enem zelo, kako bi rekel, zelo zapletenem terenu, kjer je veliko lukenj, prehodov in tako naprej, da vas ne bom utrudil. Ja, hvala, da ste odstrli te korenine evropske civilizacije, njene duhovne temelje, filozofijo in gledališče v stari Grčiji. Pa vendarle je stara Grčija že prakticirala ali dala tudi neko obliko družbenega bivanja, atensko demokracijo. Če se zdaj torej ta pogled od narave zaobrneva k družbenemu, danes se zdi, da se dogaja skrajna, bi rekla, sociologizacija ne samo vsega človekovega vedenja. Vse beremo kot družbeno, ampak tudi samega človekovega bivanja, kar je na nek način vendarle paradoks. Živimo v času skrajnega egocentrizma in hkrati vendarle je naš duhovni horizont v celoti usmerjen na nek način na kolektivno in kolektivizem. Vi temu pravite, da postaja Orwellova fantastika, žal naša resničnost. Gre za prirejeno, prikrojeno informacijsko družbo in zanimivo je, da to nikogar več ne moti. Kam in zakaj se je pravzaprav v demokraciji, kar se zdi paradoksalno, izgubil kritični posameznik? Ali je pravzaprav diktatura in totalitarizem, ali sta pravzaprav tista, ki formirata kritičnega posameznika, medtem ko na nek način nas neka demokratično ugodje poleni, naredi popolnoma apolitično bitje. Ja, Grki so izumili demokracijo, ampak vemo, spet bom, ker je pač to moje bolj domače področje, spet bom citiral enega dramatika, to je komediograf Aristofan. Grki so to svojo demokracijo, tako kot so jo lepo ustvarili, so jo tudi lepo zapravili. Nihče jim je ni vzel, sami sebi so vejo požagali in seveda odprli pot za verjetno enega največjih diktatorjev v zgodovini, to je bil Aleksander Veliki. Se pravi, demokracija je nekaj, kar je zelo krhko. In če te demokracije ves čas ne poskušamo nadzorovati, ampak seveda ne od zgoraj,
neko prisilo, ampak ves čas z zavestjo, da je vsak občan, vsak član te demokratične družbe odgovoren za to, da ne smemo tega prelagati na, ja, ne gre tako, kot so delali to Atenci, da so se na Agori znašli vsi na lep sončen dan in so odločali o stvarih. To je nemogoče, ne? Preveč nas je, preveč smo, kako bi rekel, razvili druge mehanizme, ampak vseeno, vsakdo od nas je odgovoren in nihče pravzaprav ne sme molčati. Vzpon totalitarizmov v 20. stoletju je pa natančno, kako bi rekel, znamenje tega, kaj se zgodi, če se pojavi tako imenovana silent majority, molčeča večina. Sploh ni težko potem biti več diktator, sploh ni več težko vzpostaviti mehanizme, ko je prepozno, da bi še kaj lahko rekli, kajti tisti, ki takrat kaj rečejo, so zelo hitro pospravljeni. In jaz se bojim, da mi, zdaj govorimo o Slovencih, imamo en velik problem. Začela se je razvijati parlamentarna demokracija v času Avstro-Ogrske, v drugi polovici 19. stoletja. Potem je prišel pa ta grozljivi rez leta 1918 in med 1918 in 1990 je v bistvu praznina, črna luknja. Takrat Slovenci niso več mogli razvijati, ne seveda samo demokracije, ampak ni se razvijalo meščanstvo, tako kot bi se lahko. Ni se razvijala kultura, tako kot bi se, zato ker je, verjetno poznate tisto zgodbo, da so na ukaz iz Beograda trgali določene tekste Cankarjeve iz šolskih učbenikov. Mi smo bili na nek način amputirani. Da ne govorim potem, kaj se je zgodilo, ko je prišla in se uresničila na po mojem, neprijeten način, ko se je uresničila ideja bolševistična na Slovenskem. Zanimivo, da nekateri slovenski partijci so bili pravzaprav izjemno, mi o tem malo vemo, ker njihove biografije so ali zamolčane ali prirejene. Mi ne vemo, kako, imamo nekaj podatkov, kako strahoviti stalinisti so bili, recimo Kidrič, Kardelj, še koga bi lahko, posebej Zdenka Kidrič. In to se pozna. Ne moreš ti demokracije vzpostaviti z dekretom. Demokracija je proces. Ko sem bil predvsem mlad fant, ampak bi že, recimo temu, zgrajena osebnost. V Angliji sem imel srečo, da sem preko ene znanke spoznal enega gospoda, Norda, zelo bogatega gospoda, ki pa je predvsem bil zgodovinar. Poučeval je na Oxfordu, ampak poučeval je, tako je bil bogat, da je lahko poučeval toliko, kot se je njemu zdelo. Nekaj, kar je bilo meni takrat nepredstavljivo, da ti delaš toliko, kot hočeš. Ignacija je naštela vse moje službe, nekaj jih je bilo zato, ker se je zgodil nad menoj ali meni tako imenovani Berufsverbot. Namreč, ko sem prišel iz vojske leta 1975, me je tedanji tajnik filozofske fakultete, gospod je bil čist prijazen, potem živel je tudi na Prulah, potem, ko je bil v pokoju in je belega pudlička vodil na sprehod, so se velikokrat pogovarjali, jaz mu nisem nič zameril, kar je naredil.
vem, da je bil samo podaljšana roka nekoga drugega. Skratka, povabil me k sebi in gor in dol in tovariš Poniš, ja, če bi vi radi delali akademsko kariero, pa gor in dol, pa še nekaj stavkov za mašilo. Potem bo verjetno treba, da se boste včlanili v stranko. Zelo zanimivo uporabiti ta izraz stranka. Ni stranka, če je samo ena stranka, to ni stranka. To je pač skupina ljudi. No, in jaz sem tak, kot sem, rekel ne. Če doslej tega nisem potreboval, gospod, ne bom imena povedal, oziroma tovariš, ne bom imena povedal, tudi naprej. Naslednji dan sem imel knjižico delavsko v rokah in sem bil včasih, ko so bili na Zavodu za zaposlovanje samo ubogi sezonski delavci iz bivših republik skupne države, sem bil na Zavodu za zaposlovanje 6 mesecev, no potem so se me ne usmilili, ampak vedeli so, da je dobro imeti vse neprijetne na enem kupu in ta kup je bil Inštitut za sociologijo in filozofijo. Jaz nisem niti filozofije študiral, kot sem že povedal, niti sociologije, ampak tam nas je bilo nekaj zbranih, od Arzenška, Urbančiča, profesori, te, ki so jih vrgli iz sedanje FDV oziroma tedanje FSPN, do, recimo, bila je v knjižnici žena od Pirjevca, Nedeljka Perjevec, čudovita ženska, igralka, prva povojna Jacinta, recimo, je igrala. In tako tam so nas imeli lepo na kupu, za vse je pa skrbel in nas nadzoroval kup ljudi, ki so občasno prihajali, pa se tudi zanimali, večkrat jaz sem zelo zgodaj prihajal v službo, ki so malo po mizah gledali, kaj je kaj neumno, če hočeš biti protidržavni element, verjetno ne boš protidržavne literature in podobnega puščal na pisalni mizi v službi. No, skratka, nimamo demokracije, oziroma naša demokracija je šepava, preprosto zaradi tega, ker ni tradicije. In ta gospod mi je razlagal, kako je v Angliji, kjer je seveda demokracija od, saj vemo kdaj, Magna Carta Libertatum, je rekel, a veste, poslanec je sicer predstavnik ljudstva v svojem okraju, okrožju, kakorkoli, ampak on mora nujno vzpostaviti krog ljudi, s katerimi komunicira, ki so mu svetovalci, ki mu tudi povejo, kaj ni prav ali kaj bi moral narediti. Ja, a ima kakšen naš poslanec od skrajne, ne vem sicer, kaj je skrajna desnica, ampak pač politično zmeraj tako to pozicioniramo, od skrajne desnice do skrajne levice. A ima kakšen od teh krog ljudi, s katerimi komunicira? Nima. Vsak misli, da je srpski izraz Bokibatina in da ni odgovoren, čim prije na to mesto, ni več nikomor odgovoren. A je kakšen, on je odstopil, ja, zaradi Sendviča, ampak kot sem potem zvedel, ni odstopil zaradi Sendviča, ampak so ga odstopili zaradi Sendviča, pri nas zmeraj odstopijo ga. In to je seveda verjetno tudi odgovor, zakaj se slovenska esejistika, jaz sem tudi teoretično veliko ukvarjal z esejem, zakaj slovenska esejistika, ki se je po prvi svetovni vojni začela zelo lepo s Lebnom, Župančičem, Vidmarjem in še celo vrsto, potem je bila krog tistih esejistov pri reviji Modra ptica, ki so bili sicer zelo levi, ampak bili so strpno levi, ne nestrpno, kot so danes nekateri. To se je začelo razvijati. Po letu 1945, pa če opazite, je pa število esejistov majhno. Samo zelo, kako bi rekel, močne osebnosti, kot že imenovani Štih, kot prezgodaj umrli, tragično umrli Herbert Grün,
so ustrajali na tem področju, drugače pa pri nas tradicija eseja zelo, in tudi danes imamo uradno sicer ogromno esejistov, ampak marsikatera knjiga, ki je deklarirana kot knjiga esejev, ko jo vzamem v roke, vidim, da so to ali tako imenovane kozarije, ali neki spomini in tako naprej. Skratka, to niso eseji in ali bo bolje, ne vem. Morda, kdo bi vedel. Na koncu smo zmeraj lahko optimisti in rečemo s Perico Kerempuhom od Krleže, nikak ni je tako bilo, da ne bo nekak bilo. Ja, pravite, lahko smo optimisti, pa vendarle v svojem eseju Rodno mesto zelo ostro obračunate s stanjem, kakršen je danes. Zapišete recimo Ljubljana, trenutek. V kriznih časih, kakršen je sedanji, beda in votlost najlepšega mesta na svetu, za kar Ljubljano razglaša njen dosmrtni župan, s pakljivim nasmehom in pajdaškimi navadami, so se podobe bedne, balkanske Ljubljane razgalile do belih kosti. Mesto, po katerem sem hodil kot dijak, študent in pozneje kot aktivni prebivalec v različnih službah, srečeval znance in prijatelje, mestne posebneže, Jančarjeve bistroumne Honze, umetnike vseh kalibrov in provenienc, je postalo nekaj, kar so začeli obvladovati. Polpismeni prišleki od blizu in daleč, ki pa jim je bilo skupno le to, da niso uspeli obvladati dvojine. Njihov biznis pa je bil in je še bolj ali manj kriminalne narave. Srečevati jih je mogoče v vseh mogočih kafičih, katerih lastniki so povezani s prej omenjenim županom in njegovo kliko. Po mestu se prevažajo z dragimi nemškimi avti in glasno navijajo balkanske pevke, ki občasno tudi koncertirajo v županovem megaprojektu, imenovanem Stožice, kjer se zbere vsa tista publika, za katero so bila zgrajena naselja v Šiški, Stožicah, Novih Fužinah ali v Štepanskem naselju. Mesto, ki je imelo, pa naj se sliši še tako patetično, srednjeevropski šarm, kakršnega, tudi tu se stvari obračajo na slabše, lahko srečamo v Salzburgu, Brnu, Pragi, Budimpešti, nemara tudi v Zagrebu ali Trstu, je danes neprepoznavno zaradi vdora balkanskih navad, kulinarike, če smemo bureke, kebab in čevapčiče imenovati kulinarika, glasbe, obnašanja in na vse zadnje odkrite kriminalne dejavnosti, ki združuje vse od tistih, ki kraljujejo, bi moral napisati carujejo, v baročnem rotužu do pouličnih prodajalcev droge in njihovih brezposelnih zemljakov, ki posedajo po kafičih in samo premišljujejo, kako bi pridobili še kakšno socialno boniteto. Kajti od dela se umira in delo je nekaj, kar je rezervirano za neumne Slovence. Veliko ste brali Cankarja, marsikaj je že znal povedati o Slovencih. Bi lahko to rekli in ugovarjali s Cankarjem, Trstenjaku, da je pravzaprav Cankarjeva podoba Slovenca, za hlapca rojena, za hlapca vzgojena, tista, ki je naša resničnost. No, ob neštetokrat citiranem in tudi marsikdaj napačno interpretiranem odlomku iz Hlapcev, ta znameniti Hermanov govor, ima Cankar še eno zelo zabavno, namreč to je tista, ko Kristus pride na slovensko ozemlje in sreča
jokajočega človeka, ki sedi na kamnu obcestnem in seveda izkaže se, da temu jokajočemu, ki je Slovenec, tudi Kristus ne more pomagati. Namreč, o čem govori ta esej, v katerega sem pa vključil edinokrat tekst, ki je bil objavljen na spletni strani revije oziroma društva Kud Kdo in ki je imel tam 11.000 ogledov. To je, mislim, da moj najvišja izstrelitev moje rakete. Sem ga vključil, namreč, ker takrat med temi komentarji ob teh 11.000 ogledih, tak je bil števec, mislim, imel spletna stran na števec, ob teh komentarjih je bilo seveda ogromno komentarjev, tudi takih, ki so mi grozili ne smrtjo, ampak da bom že videl, kaj se mi bo zgodilo in tako naprej in tako nazaj. To je bilo daleč pred covidom je bil ta tekst objavljen, mislim, da tam 17 ali 18, 16. Ko danes berem komentarje, zapise, bloge in tako naprej ljudi, ugotavljam, da so še bolj zgroženi, kot sem bil jaz. Ljudje dobesedno pišejo, da se bojijo hoditi po Ljubljani, posebej po noči. Jaz vem, v mojih študentskih letih, ob 3, 2, 1, kadarkoli, kjerkoli. Kvečemu kakšen pijanček je bil, ali pa nas je ustavila milica, češ kaj počnemo, kam gremo, čeprav niso imeli pravice spraševati, ampak so spraševali, to je bila njihova služba. Danes ljudje pišejo daleč bolj jezno, ogorčeno, preplašeno, če hočete, prestrašeno, če hočete, in dejansko Ljubljana postaja tako kot neka duhovna tvar, tudi kot materialna stvar, meni neprepoznavna. Poglejte samo to, kaj so zgradili tu nasproti Drame, ta tako imenovan Šunji. Stavba, ki jo gradijo na začetku Roške, ne vem, če veste, ki Črnogorci gradijo, nekaj, kar mogoče spada v Dubaj, ali eno tako, kako bi rekel, eksotično, ne s tradicijo obremenjeno okolje, da ne govorimo o celi vrsti drugih stavb, o prometu sploh ne bi, ker jaz znam samo še tu prideti do te garaže v Zvezdi in potem nazaj na Barjansko in nazaj na Notranjsko. Promet je nemogoč. V lokalih te sploh več ne postrežejo po slovensko. Pa ne mislim zdaj tu na te kafiče, v katerih govorim tudi v Millerju, na Čopovi, me je prodajalka vprašala, što pa je to, ko sem ne vem kaj, nekaj po slovensko. Kaj sem že po slovensko rekel? Mesar, ko sem rekel, da rabim 2 zarebrnici, slučajno v Ljubljani kupoval, kaj ti je to zarebrnica? Pa sem rekel, karmenatla. Ti reci karmenatla, to je tisto ta prav. In tako naprej, mislim, da ne govorim, kakšni so čisto uradni spisi. Da ne govorim o tem, kako novinarji A-kanala, Pop TV-ja in tudi nacionalne televizije sploh ne znajo več slovensko. Ne vejo, da imamo srednji spol, da so določene stvari srednjega spola, da ni tist sonce, ampak tisto sonce in tako naprej in tako naprej. Skratka, jaz mislim, da mi, če se zdaj čisto na začetek vrnem k Grkom in Aristofanu, da mi
na podoben uspešen način razgrajujemo svojo demokracijo, identiteto. Vse vemo, Grki so pa postali Grki, niso bili več Atenci, niso bili več Špartanci, zgubila se je ta identiteta in jaz se bojim, da se bo slovenska identiteta počasi tudi izgubila. Jaz nisem noben, vem, da so te ideje lahko zelo nevarne, da jih je recimo nacizem propagiral, da jih je fašizem propagiral, ampak če je naša rodnost manjša kot smrtnost in uradno nas je več samo zato, ker ta več ustvarjajo prišleki, jaz nimam nič proti prišleku, ampak ko sem bil na Dunaju, verjetno sem vedel, kakšna pravila veljajo in ne, da se prilagodiš, ampak spoštuješ tradicijo drugega. Te, ki k nam prihajajo, je vseeno, kaj je z nami, kaj je naša tradicija. Sploh verjetno ne vejo, da imamo kakšno tradicijo, oziroma nihče jih o tem ne pouči. V šolah začenjajo zahtevati od učiteljev, da znajo albansko. Ja, prosim lepo, kam smo prišli? Da so napisi javni v srbskem, ne srbo-hrvaškem. Srbo-hrvaščina je jugoslovanski izum, ki ga niso marali ne Srbi, ne Hrvati in ga danes uporabljamo samo mi Slovenci. Ki tudi seveda govorimo, dejansko, ko gremo na Jadran, poslušam, kolikor sem še, govorimo to jugoslovansko srbo-hrvaščino, ker ne ločimo med jekovskim in ekovskim načinom govora in tudi ne vemo, da Hrvati nimajo privrede, ampak imajo gospodarstvo, tako kot Slovenci. In jaz sem svetoval enemu sinu, ki je moral iti nekaj v Zagreb, čist poslovno, sem rekel, veš kaj, lahko govoriš slovensko, lahko poskušaš govoriti hrvaško, ampak kadar ti bo prišlo, da kakšne besede ne boš vedel, porabi kar slovensko, zato ker imamo več skupnih besed s Hrvati, kot pa ne. To je to. Tu smo. In verjetno moja knjiga ne bo naletela ravno na veliko odobravanje, ne bo naletela na, kako bi rekel, potrjevanje, ampak se bojo našli taki, ki bojo rekli, da sem pač šovinist, homofob. Sem že slišal te oznake, pa ne vem zakaj. Imam ogromno prijateljev, ki so istospolno usmerjeni in tem je najbolj, vsaj tiste, ki jih jaz poznam, tem je najbolj neprijetno, kadar pridejo te čudni s nekimi zastavicami in pasivnimi ovratnicami in podobnimi rekviziti in zahtevajo, kaj zahtevajo pravzaprav? Enakost, enakopravnost, ne vem zakaj. Nihče jim ne jemlje pravice, da to so, kar so, jemljem jim pa pravico tudi jaz, da zato, ker so to, kar so, mislijo, da so nekaj več in jim nekaj več tudi pripada. No way, tu je pa črta, tu pa ne gre dalje. Verjetno sem že prestopil Rubikon eseizma in padel v aktualno sfero. Kot ste dejali, veliko ste povedali o gledališču. To je eden vaših osrednjih oziroma najdaljših esejev, najdaljši esej v vaši esejistični zbirki, kar seveda nikakor ne preseneča, glede na to, da ste večino svoje poklicne poti posvetili gledališču. Sledi mu esej poezija. V bistvu je to tista vaša skrita, bi rekla, želja, znotraj katere stroka, znotraj katere ste želeli poklicno delovati.
vaš pogled na to pesniško, bi rekla, strukturo slovenstva, ki jo je zelo zanimivo označila ministrica za kulturo, nemška ministrica za kulturo v otvoritvi Frankfurtskega knjižnega sejma, ki je dejala, da imamo mi am dichtesten Dichtung der Dichter, torej največjo gostoto, najgostejšo gostoto pesnikov na kvadratni meter. Pa vendarle tudi poezija danes enako kot esej, kot vi ugotavljate, izgublja v Sloveniji neko svoje mesto. Govorite o tem, da jo je včasih slovensko knjigo, slovensko literaturo zadela seveda ideološka cenzura. Danes je ekonomska cenzura, ta mehek način cenzuriranja tista, ki onemogoča slovensko knjigo po osamosvojitvi. Vi sami poskušate te cenzurirane avtorje, pa tudi pozabljene in zamolčane, se jim poskušate oddolžiti tako, da jim dajete sklepno besedo v svoji esejistični zbirki. Zadnji esej je naslovljen nekako v spomin vsem tistim, ki so se poslovili, ki morda tudi niso dobili svojega mesta v slovenski literarni zgodovini, kakor si bi ga zaslužili. Ta gesta, da sklepno besedo predajate glasu zamolčanih, pozabljenih, morda tudi spregledanih, nerazumljenih, je ravno taka esejistična gesta. Odpirati se drugemu, drugačnemu in pokloniti se ne nazadnje tudi svojim literarnim učiteljem, kakor se je Platon svojemu učitelju Sokratu. In je to tista gesta, da vidiš drugega, če uporabim metaforo vašega naslova, vaše esejistične zbirke, da šele ko vidiš drugega, lahko imaš neko vedenje. Ja, te trije zadnji eseji so postavljeni, tudi vse drugo je postavljeno z določenim namenom in določenem sozvočju. Preprosto, takole bom povedal čisto na kratko, bo že kar pozna, verjetno ste utrujeni. Ko sem leta 1988 ugotovil, da ne gre več, namreč v Mariboru so me sicer lepo sprejeli, 3 leta sem se pa moral tja voziti, ker niso bili sposobni mi preskrbeti ene sobice, da bi pa jaz od tiste borne plače zdaj si še sobo plačeval v Mariboru, ker sem si že tako moral plačevati prevoz, sem pa rekel ne, tega je pa dovolj. Zanimivo je pa dobil en študent, takrat so bili še študentje iz neuvrščenih držav, malo druge barve je bil, verjetno me pa spet to za rasista, ampak njemu so pa takoj zrihtali stanovanje in to zelo lepo, mislim, garsonjero, zame ni bilo. Takrat sem bil pred dilemo, kaj narediti. Ali iti čisto ven iz teh akademskih, literarnih in ne vem kaj umetniških sfer in nekaj početi. Takrat se je seveda že kazalo 88, tudi da bo ta država razpadla, da bojo stvari spremenile, naslednje leto je padel Berlinski zid in tako naprej in tako naprej. Ali pa stisniti zobe in sprejeti to ponudbo, ki je bila ponudba Mirka Zupančiča, ki je bil moj predhodnik na tem akademskem mestu, in iti nazaj v Ljubljano na Akademijo za gledališče in zagristi v dramatiko in gledališče, ki pa seveda sta bila moja ljubezen, ampak pravijo, da tisto, kar je hobi, ne sme biti služba in tisto, kar je služba, ne sme biti hobi.
potem sem pa rekel, vseeno bolje to, kot pa da res grem v čisto neznane vode, sem pač ziheraš po karakterju. Vsi moji predniki so bili ziheraši in tudi moji otroci so precej nagnjeni k temu, da varnost in gotovost na prvem mestu. Moja ljubezen je pa bila in tudi misel, da bo moja poklicna usmeritev poezija. Ampak ni bilo. Na to mesto je pač neki profesor komparativni raj svojega sina nastavil. Pač ga je nastavil in kajčno, tako je na tem svetu. Zato je seveda poezija na nek način lahko ostala moja ljubezen in me ni obremenjevala, tako kot bi me verjetno obremenjevala, če bi se popolnoma strokovno, znanstveno, jaz mislim, da tisto, kar sem napisal, tudi spremne besede in študije in to vse stoji in se nimam česa sramovati, ampak to seveda ni bilo tisto, da bi jaz lahko študentom razlagal poezijo oziroma jim pojasnjeval določene stvari. To se mi je pojavilo čisto na koncu, omogočilo čisto na koncu na Dunaju, kjer sem imel toliko svobode, da sem lahko v okviru zelo ohlapnih predmetov oziroma seminarjev določene stvari si čisto sam zamislil, nihče me ni nadzoroval, nihče mi rekel, ne, to se pa ne sme. In moram reči, da so tudi študentje to sprejeli zelo dobro, zelo naklonjeno. Ogromno je na Dunaju zelo zanimivo, ne samo koroških Slovencev, ampak tudi Slovencev iz matične, iz te Slovenije, ki pač imajo tako premožne starše, da lahko študirajo na Dunaju. Pa se bo res lepo nekoč rekli, mi smo pa študirali na Dunaju. Zelo zanimivo, da se je pa za slovenščino zanimalo tudi, v tem pišem, tudi kar nekaj Nemcev ali Avstrijcev. To se pravi ljudi, ki niso imeli ne slovenskih korenin, ne slovenskih sorodstvenih vezi, niti niso nikdar bili dlje časa v Sloveniji, ampak so, ne vem, nekaj jih je. Z enim ali dvema imam še zdaj zelo dobre stike, odlično mi vsakič napišejo, koliko so dobili, kako so se sami naprej razvijali. No, da končam to zgodbo, to je bil ta gostujoči slovenski profesor na Inštitutu za slavistiko na Dunajski univerzi, kjer je naša država morala prispevati nekaj malega denarja, da je to šlo. In kmalu potem, ko sem jaz zapustil ta drugič Dunaj, je naša država rekla, ne, mi pa ne bomo tega denarja devali. In seveda, kaj so naredili Avstrijci, so rekli, pa tega ne bo več. In danes tega ni več. Toliko za to, kako skrbimo za svojo kulturo, za svojo prepoznavnost in tako naprej. Ja, in zadnje esej je pa pravzaprav nekako združitev vsega. Ena misel Vidmarjeva je, ki jo podpišem, ena redkih, namreč, bolj ko si star, višje si in dalj in širše vidiš, ampak bolj sam si. In velikokrat te pride obiskat tisti, ki jih ni več. Se opravičujem. To je to. Ja. Hvala lepa Denisu Poniču. Hvala lepa za globino, širino in višino misli, ki so take, da nam seveda vsem polagajo na srce in seveda tudi v premislek. Kam gremo, kdo smo,
kaj se dogaja okrog nas in ne nazadnje, če govorimo o zemlji, kje stojimo in iz česa izhajamo. In odgovori, ki jih v svoji esejistični knjigi raziskuje ali tudi deloma ponuja, nas opozarjajo, kako se moramo o tem znova in znova spraševati, če hočemo v prihodnosti še govoriti o slovenstvu, o človeštvu in tudi o naravi, ki nas obdaja. Zato je ta knjiga tako zelo zavezujoča.